Tretjič zapored Nafta in še tretjič razplet po željah vijoličastih. V 7 dneh igrati 3-krat proti istemu nasprotniku sodi med nevsakdanja opravila, a so izbranci Darka Milaniča vseh 270 minut zbrano izpolnjevali nalogo in z novo prepričljivo predstavo potrdili uvrstitev v polfinale pokala Hervis. Upanje Lendavčanov o preobratu ni dolgo trajalo. Že v 9. minuti je revijo golov napovedal Markoš Tavares. Kapetan je tako že 6. v tej sezoni zatresel mrežo Nafte. Do konca tekme potem ni manjkalo privlačnih potez, najbolj pa bo nedvomno ostala v spominu tista iz 38. minute. Evrogol Dodleka je bil res izjemen. Splača se ga videti večkrat. Po dolgem času smo v hladnem a nogometno prijetnem sredinem večeru videli tudi 11 metrovko za Maribor. V prvem polčasu se o prekršku nad Rajčevićem sicer sodnik ni oglasil, ob samostojnem prodoru Vilerja pa je pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil Volaš. Vodi NK Maribor. Da so se še četrtič gledalci znašli na nogah, pa je v 70. minuti poskrbel igralec številko 70, Aleš Mertelj. S tem je pokalno tekmovanje za letos končano. Polfinale bo na sporedu v spomladanskem delu sezone. Naslednja prvenstvena obveznost vijoličastih pa sledi že to soboto, ko ob 18. gostujejo v Celju. Tako končana je tekma četrtfinala pokala Hervis med NK Mariborom in Nafto. 4-0. Tavares, Dodlek, Mertelj in Volaš so bili strelci za domače. Zahvaljujemo se vam za obisk in seveda še enkrat vas vabimo v Celje soboto ob 18. uri, prihodnjo soboto, prav tako ob 18. uri pa tukaj v Ljudskem vrtu Luka Koper. Hvala tudi zvestim navijačem Violam. Zelo zadovoljen. To, kar smo danes prikazali, mislim, da je za pohvalo. Prvi polčas je bil izredno dober. Zadeli smo dvakrat, imeli še kopico lepih akcij, ko je njihov gol bil oblegan vseh strani. V drugem polčasu smo hitro zadeli in mislim, da je bil ta drugi zadetek, katerega smo dosegli, tisti, kateri je zmagovalca že odločil. V drugem polčasu smo hitro zadeli in potem je bil praktično z Naftine strani tekme konec. To je v enem trenutku nismo imeli teh možnosti, je jasno potem malce več težav v trenutku, ko pa lahko nekoga malce odpočiješ oziroma oceniš, kdo je v tem trenutku v nekem boljšem momentu, je to definitivno dosti boljše za moštvo. Ja, izgleda res tako rutinsko, vendar začetek je vedno težak. Do prve priložnosti smo videli takoj, zadeli bi lahko že v prvih minutah. To smo mogli malo počakati in se nam je odprlo. Na koncu lepo je šlo z 4 goli razlike. Kdo bi si lepše želel? Ja, tako kaže, da mislim, ne želimo se staviti, gremo iz tekme v tekmo, pozabljamo stvari, tisto, kar je za nami, je za nami. Želimo se le zmagovati in tako s fanti odlična klapa in odlično delujemo na igrišču, tako tudi dobro zgledamo.
Ja, sigurno se je samozavest dvignila pri vsakemu posamezniku, vendar pomembno je, da tudi ko odigramo slabo, se tega zavedamo, čeprav je tekma v bistvu dobljena ali izenačena, se vemo, da lahko še odigramo veliko boljše. In mislim, da le to vodi v nadaljne uspehe. Nama je to bilo vrlo bitno. Mi smo i prije početka sezone nagovještavali duplu krunu, odnosno pokal i prvenstvo. I sigurno koji god protivnik nam bude na putu, sigurno da mi moramo njega zmagati. Mislim da mi to dobro radimo i da ćemo osvojiti pokal. Mislim da mi iz utakmice u utakmicu pokazujemo da smo najboljši u Sloveniji. Sigurno da nije zgodno igrati 3 tekme u 7 dana sa Naftom, ali mi smo to demonstrirali našu moć i zasluženo idemo dalje.